Začetki študija se vežejo na ustanovitev Univerze v Ljubljani leta 1919. Prvi predavatelj pedagogike je bil dr. Karel Osvald. V času študentskega gibanja in zasedbe Filozofske fakultete je veliko študentov ter profesorjev pedagogike aktivno sodelovalo. Najbolj izpostavljen je bil profesor dr. Vlado Šmid, ki se je aktivno zavzemal za reforme fakultete, predvsem za uvedbo visokošolske didaktike. Najbolj aktivna od študentov, ki jih je inspiriral dr. Šmid, sta bila Radivor Pahor ter Bogomir Mihevc. Slednji je celo napisal knjigo o dogodkih okoli študentskega gibanja. Tako kot takrat pa so študentje pedagogike in andragogike tudi danes aktivni v študentski ter širši politiki. Študente smo vprašali, zakaj so se odločili za takšno držo. Na proteste hodim zaradi tega, ker si želim predvsem pravičnejše družbe. Želim si transparentne družbe, želim si družbe, ki bi spoštovala in upoštevala človekove pravice, želim si demokratične družbe in pa nasploh svobodo govora in svobodo kritičnega mišljenja. Jaz v bistvu, ko sem na začetku vstopil v celotno to strukturo, v bistvu nisem zares vedel, zakaj gre. Šele potem sem začel spoznavati organe fakultete in kako je vse skupaj organizirano. Potem me je pa začelo zanimati in sem ugotovil, da je res dobra stvar to, da lahko študentje do določene mere soodločamo v študijskem procesu in da lahko prispevamo tudi k temu, da je študij posledično bolj kakovosten. Je pa res, da se je tukaj treba kar precej bojevati točno s tem, da v resnici je na študiju oziroma v sklopu študija potrebno resno študirati in da to terja nek napor, kar pa mogoče ni po godu nekemu delu vsaj študentske populacije. Študenti in študentke se od 90-ih let naprej lahko vpisujejo tudi na študij andragogike. Ključna oseba andragogike v Sloveniji dr. Ana Kranjc. Mi smo se v Ljubljani pri Andragoškem društvu Slovenije in na Filozofski fakulteti odločili, da dodamo programe za upokojence kot univerzo za tretje življenjsko obdobje, da bi tako dodali k kvaliteti življenja ljudi. Dandanes oddelek zaznamuje predvsem raznolikost zaposlitve. Bivši študenti pedagogike in andragogike se znajdejo v vsem, od terapije z pomočjo konjev do društev, ki se ukvarjajo z bogatenjem pedagoških praks za vpeljavo umetnosti. To pa so v upih o svoji prihodnosti povedali študenti. Zdaj, če gledam na zaposljivost, bom v tem kontekstu govoril o zaposljivosti samo znotraj, se pravi, področja vzgoje in izobraževanja. Sam sem mnenja, da je tukaj možnosti za zaposlitev veliko, ker je področje vzgoje in izobraževanja zelo široko področje. Zaposljivi smo tako od samega področja predšolske vzgoje pa vse do, se pravi, izobraževanja odraslih, in to je res široko, veliko institucij, ustanov je, ki se ukvarjajo s tem našim področjem, in glede tega moram reči, da me ne skrbi. Da bi rekla, recimo, da imam nek pretiran strah pred tem, da ne bom našla službe, ga nimam. Mogoče je malo naivno, da ga nimam, ampak ga nimam. Tisto, kar me skrbi, je pa to, kakšna ta zaposlitev bo. Zdaj, če rečemo, da bom zaposlena, to lahko pomeni, da bom zaposlena ali v šoli, ali ne vem, želim si delati recimo v zaporu, ali bom pa zaposlena, ne vem, nekje kot prekarka, kjer me bo vsakega 5 minut časa. To je tisto, kar me skrbi, kakšna bo ta moja zaposlitev. Ne toliko, ali jo bom dobila ali ne, ampak kakšna bo.